Ja, lep pozdrav tudi od mene. Redko človek vidi toliko študentov. Tako da se splača združiti očitno več fakultet pa študijev skupaj, kot je naredila Tatjana. Torej, jaz bom govoril predvsem nekaj o medicinskih vidikih cepljenja. Zdaj, cepljenje v osnovi, vsi vemo to, da vzamemo cepivo, ga spravimo v injekcijo navadno in potem se to največkrat vbrizga v mišico. Bomo slišali, zakaj v mišico, zakaj nekam drugam. V mišici potem to cepivo pojedo imunske celice, ki pridejo prve v stik z tujki, to so makrofagi. In ti makrofagi cepivo navadno, torej, če ga lahko pojedo, če je cepivo proteinsko, ga potem je to za njih znak, da se spustijo v limfne žile in se potem dajo odnesti po limfi na prvo mesto, kjer se zbirajo imunske celice, to so bezgavke. Če je cepivo polisaharidno, se pravi sladkorno, se to cepivo, ga makrofagi ne požrejo, ampak se to prilepi na njihove površinske, tako imenovane scavenger receptorje. In taki makrofagi, ki so pa oblepljeni s temi polisaharidi, pa nimajo več programa, da se spustijo v limfo, pa grejo v bezgavke, ampak grejo v kri in se navadno ustavijo v vranci. Kar pomeni, da s tem, ko je cepivo bodisi proteinsko, bodisi polisaharidno, doživi že različno pot, že tam na mestu cepljenja. Se pravi, enkrat gre v bezgavko, druga v vranco. In zato se z njim dogajajo precej različne stvari, kot bomo pol videli. Drugače ste že slišali, ko ste imeli zgodovino, najprej, da je cepljenje pravzaprav samo kontroliran način, s katerim posnemamo naravno okužbo. Torej, pri vsaki okužbi, za vsako okužbo imamo pripravljen imunski sistem, da se odzove. Nerodnost okužb je samo v tem, da nam ponavadi tudi škodo naredijo. Ker pa imunski sistem na ta način deluje, da ga ne zanima, ali smo poškodovani ali pa ne, pa šele pol naredi odziv, ampak detektira samo tuje molekule, se lahko škode izognemo na ta način, da namesto da bi človeka okužimo, da mu samo delčke mrtvih mikrobov vbrizgamo in bo organizem praviloma naredil enako učinkovit imunski odziv kot okužbo, samo da bolezni ne bo. Se pravi, s tem človeku prehranimo, mu naredimo imunski odziv in mu prehranimo prvo okužbo. Zdaj, že v tem pravilu se skriva ena past. Torej, z tega sledi, da je cepljenje v glavnem človeku prehrani prvo okužbo, kar pomeni, da je primerno za bolezni najbolj, kjer dobimo okužbo enkrat, potem pa se to več ne ponovi. Zakaj se več ne ponovi? Zato, ker se pri prvi okužbi naredi imunski odziv in v tem času se razmnožijo spominski limfociti. Povprečno mora biti pri vsaki okužbi razmnoženih tam nekje med 3 pa 6-7 tisoč limfocitov, ki nastanejo iz enega limfocita, da ti količinsko zmorejo narediti dosti protiteles, da premagajo okužbo. Torej, ko prvič dobimo okužbo, imamo navadno samo par limfocitov, ki prepoznajo na primer nek virus, in potem se mora teh par limfocitov razmnožiti v 5, 6, 7 tisoč limfocitov in to se seveda naredi v
14 dneh, včasih tudi v enem mesecu. Se pravi, da s cepljenjem prehranimo človeku ta en mesec imunskega odziva. In zato je cepljenje primeren predvsem pri tistih okužbah, kjer vidimo, da jih torej dobimo enkrat, pol pa ne več. Če so okužbe take, da potekajo kronično, to ni dober znak to ni dober obet za proizvodnjo cepiva. Zato, ker nam torej to prehrani samo tisto začetno soočanje. In tisto, kar želimo doseči pri cepljenju, je tole. Se pravi, ko damo cepivo, želimo videti, da nastanejo protitelesa. Verjetno večina vas je že toliko v naravoslovnih vodah, da ve, da najprej nastajajo protitelesa razreda M, potem čez nekaj časa pa protitelesa razreda G. In ta potem omogočajo trajno zaščito, ker so trajno prisotna. Se pravi, to želimo doseči s cepljenjem in pri večini cepiv, ki jih uporabljamo v medicini, so torej že določene koncentracije, ki, če jih imamo, ne zbolimo za tisto boleznijo. Včasih tega še ni bilo, ampak zdaj pa že natančno vemo, da nekdo, ki ima to 0,1 enote na mililiter protiteles proti tetanusu, da ta človek ne more dobiti tetanusa, ker ima zadosti protiteles in je zaščiten. Zdaj, v praksi seveda veste, da smo vsi cepljeni proti tetanusu in če mine 10 let in se potem poškodujemo v okoliščini, se pravi globoka rana, zemlja, umazanija, kjer bi bil lahko tetanus, potem, ko pridemo k kirurgu, da nas zašije, oceni, da je to globoka rana in nas vpraša, kdaj ste pa bili nazadnje cepljeni proti tetanusu, in če rečete 5 let nazaj, vam reče v redu, saj lahko greste. Če rečete v otroštvu, imate pa že 30 let, pa reče, ja, moram vas cepiti. Seveda vas ne bo prisilil, da vas cepi, samo morate podpisati, da dobro veste, v kaj se spuščate. Zdaj, če to podpišete, pa vas naslednji dan začne, oziroma naslednjo noč se to ponavadi zgodi, vas začne vznemirjati, a vam kaj kljuva, ali mogoče že imate krče, potem lahko še vedno greste v laboratorij pa zmerite, koliko protiteles proti tetanusu imate. In če jih imate to koncentracijo, pa čeprav je minilo že 30 let od cepljenja, ste zaščiten. In se pravi, za praktično vsa človeška cepiva vemo koncentracije, ki nas ščitijo, da ne zbolimo. No, kar se vrst cepiv tiče, mislim, da ste že vse slišali, jaz bi tukaj samo izpostavil razliko med živimi cepivi, to so tista cepiva, kjer imamo žive mikroorganizme, samo navadno imajo izbitih toliko patogenih genov, da čeprav nas okužijo, ne morejo, nimajo virulence, da bi povzročili bolezen. In pa mrtva cepiva, to so tista, ki so bolj ali manj so uničeni mikroorganizmi, včasih so samo določeni proteini od njih, včasih so dobesedno skuhani mikrobi. In ta cepiva seveda ne morejo povzročiti okužbe, ker tam sploh ni mikrobov v cepivu, povzročijo pa samo protitelesni odziv. Zdaj v cepivih je veliko tudi, ker so farmacevtski pripravki, je veliko tudi snovi, ki pomagajo k delovanju cepiva. Te snovi so adjuvansi, mislim, da ste jih že obdelali, ste jih? Ja. Se pravi, ti vzdražijo tiste makrofage v mišici, da postanejo jezni makrofagi in požrejo vse skupaj in odnesejo v bezgavko. Če ne damo zraven tega adjuvansa, potem makrofagi se sploh ne spravijo požirati cepivo in ni potem nič od cepljenja.
Potem so konzervansi. Konzervanse se daje v cepiva v primerih, če se cepiva pakira v doze, ki so za več ljudi. Ker je bilo v zadnjih desetletju in še malo več toliko strahu zaradi teh konzervansov, so današnja cepiva v Evropi praktično vsa že prepakirane injekcije, ki so sterilizirane, kar pomeni, da ni konzervansov noter, ker jih ne rabijo. Se pravi, konzervansi se rabijo, če imate liter cepiva, to odnesete v Afriko cepati otroke, tam se postavi vrsta 2000 otrok in potem jemljete pa cepte. In logično, da v takem pripravku mora biti nekaj, kar zadržuje, da se tisto cepivo, ki izgleda kot mleko, ne pokvari. Torej, med temi snovmi bi omenil še ostanke tehnoloških postopkov. Kaj to pomeni? Vsako cepivo, ko se naredi, kot ste že slišali, se potem na nek način čisti. Se pravi, mi smo zainteresirani samo za tisti protein v cepivu, ki povzroči nastanek protiteles, ki prizadenejo mikroorganizem. Najboljš bi bilo samo en protein, proti katerem protitelesa povzročijo smrt mikroorganizma. In to so moderna cepiva. Se pravi, damo samo tisti protein, da naredi eno samo vrsto protiteles in uniči in prepreči bolezen. Ampak seveda, ko se dela tehnološke postopke, to pomeni, da se predeluje na hektolitre nekih pripravkov v industriji, v reaktorjih, je čiščenje relativen pojem. Vse se da očistiti, samo bolj se nekaj očisti, dražje je. Kar pomeni, da če cepivo delate na kvasovkah, boste imeli v cepivu vedno tudi proteine od kvasa. Ni mogoče očistiti cepiva v industrijske namene, da ne bi bilo zraven. Če je cepivo na jajcih, boste imeli seveda zraven tudi proteine, jajčne proteine, zlasti je tukaj beljak, enostavno zato, ker je alergogen pomemben. In recimo, če so cepiva na celičnih kulturah evkarionskih celic, da celice v bioreaktorjih, da se ne okužijo, se zraven vedno daje antibiotike, recimo neomicin je zraven, kar pomeni, da imate v cepivu vedno tudi nekaj tega antibiotika. Se pravi, to so ostanki, ki se jih ne da popolnoma znebiti in povzročajo lahko preobčutljivostne odzive. Se pravi, kadar govorimo o preobčutljivosti, to navadno ni na mikrobno snov, ki smo jo cepili. To je navadno na tiste primesi, ki so v cepivih. In stvar je mogoče še bolj zoprna zaradi tega, ker če imamo eno cepivo, ki ga cepimo 3-krat in je narejeno na kvasovkah, bomo naslednjič vzeli drugo cepivo, ki je tudi narejeno na kvasovkah in ga bomo spet 3-krat cepili, kar pomeni, da je človek že 6-krat cepljen na kvas, pa 3-krat na enega mikroba. In ko bomo vzeli spet naslednjega na kvasovkah, bo človek že 9-krat zaporedoma cepljen na kvas in enkrat na mikroba. Kar pomeni, da bo naredil zelo veliko protiteles, predvsem proti kvasu. Seveda jih bo naredil dosti proti mikrobu, sam preobčutljivostni odziv v koži bo pa predvsem močen proti kvasu. In zaradi tega večkrat, ko smo cepljeni v kožo proti isti snovi, večjo oteklino imamo, zato ker je že več protiteles narejenih proti tisti snovi. Zato pri prvem cepljenju praviloma ni reakcije na koži, pri drugem je normalna in če jo ni, bi nas začeli lahko že skrbeti. Najhujše so ponavadi po tretjem cepljenju z istim cepivom, so največje otekline in čeprav otrok včasih zajoka, pa so starši prestrašeni, se pač reče, ja, če ne bi bilo rdečine po tretjem cepljenju, je vprašanje,
smo bolj mirni, če je rdečina, kot če jo ni. Zato, ker je to znak, da so se naredila protitelesa. No, torej, to je mehanizem adjuvansov, torej, to so ti makrofagi in do makrofage morajo vzburati adjuvansi. Zdaj, klasični adjuvansi so bili kar kovinski opilki. Enostavno so opazili že zdavnaj, da če se naredi cepivo z kovinskimi opilki, lahko so tudi železovi, samo se ne uporabljajo, ker je potem rjasto cepivo in to ni estetsko. Tako da se ponavadi uporabljajo aluminijasti opilki. Zakaj so dobri opilki? Zaradi tega, ker ko damo protein k opilkom, se proteini adherirajo v veliki količini na take drobne delčke. Poleg tega so pa makrofagi zelo besni na vsake delčke, ki niso obdani z membrano. Kar pomeni, ko damo te opilke v mišico, se makrofagi začnejo množično tepsti za te opilke in jih prenašati do bezgavke. In na ta način smo dobili pravzaprav zelo dober adjuvans, pa še snov, ki tovori proteine in jih spravlja v makrofage. Zato brez teh opilkov praktično tudi pri modernih cepivih ne gre. Slaba stran opilkov je, da usmerjajo odziv predvsem v IgG2 pa IgG4 protitelesa. To so taka protitelesa, ki so izvrstna za prijemanje bolj sladkorjev, malo manj izvrstna so pa za prijemanje proteinov. Mi bi pa radi bolj proteine prijemali, zato se danes k cepivom daje še te toll-like receptorske adjuvanse, da usmerijo imunski odziv bolj v tista protitelesa, ki jih želimo imeti, se pravi tista, ki primejo proteine. No in zgodba se potem iz mišice pri proteinih nadaljuje v bezgavki, torej ti makrofagi so se spustili, prišli v bezgavko in tukaj v bezgavki se naredi okrog teh makrofagov tak skupek celic, ki ga imenujemo potem limfatični folikel. Zakaj vidimo ta skupek celic? Vidimo ga zato, ker se te celice razmnožujejo zaradi cepiva. In če to barvamo z barvili, ki se primejo na nukleinsko kislino, imajo te celice, ker se razmnožujejo, bolj rahel kromatin in so malo večje in zato se zdi, da so v bezgavkah take krogle. Ampak dejansko so te krogle prehoden pojav. Torej, ko makrofag naredi okrog sebe reakcijo, nastane ta krogla in po enem mestu ta krogla razpade. Kaj se naredi v tem mestu? Torej, pride cepivo po limfi do makrofaga in v tej bezgavki in ta makrofag pride tukaj na rob tega folikla in tam potem vzdraži celice te pomagavke in pa limfocite B, da začno že po 3 dneh delati IgM protitelesa. Se pravi, ko makrofag prinese do bezgavke cepivo, že po 3 do 4 dneh začno nastajati IgM protitelesa. Ampak to niso tista IgM protitelesa, ki smo jih videli na diagramu prej, ampak so to IgM protitelesa, ki so namenjena temu, da se v foliklu primejo na dendritične celice in te dendritične celice, na katere se nasadijo z FC deli IgM protitelesa, postanejo lovilci cepiva, ki prihaja po limfi. Torej, v 3 dneh se naredi po cepljenju, se naredi folikel z dendritičnimi celicami, ki z IgM protitelesi lovijo cepivo, ki prihaja po limfi.
in v enem tednu približno se ti folikli napolnijo z vsem cepivom, ki smo ga vbrizgali v mišico. To cepivo je torej ujeto na dendritičnih celicah in potem v naslednjih 3 tednih te dendritične celice stimulirajo s tem cepivom, ki je na njihovi površini, B limfocite, da tekmujejo za cepivo. Kaj to pomeni? To pomeni, da dendritična celica moli B limfocitom cepivo, ti se skušajo prijeti cepiva in ga odtrgati in požreti in tistem B limfocitu, ko mu to rata, tisti B limfocit pojeta te molekule cepiva in jih ponudi celici pomagalki, ki je tudi v foliklu. Celica pomagalka ob tej ponudbi je tako vzhičena, da B limfocitu podari interleukin 2, par brizgov, in ta interleukin 2 požene ta B limfocit v razmnoževanje. In kaj se na ta način dogaja? Tisti B limfociti, ki imajo imunoglobulinski receptor, ki paše na cepivo, se na dendritičnih celicah razmnožujejo. Bolj, ko je protitelo afinitetno za cepivo, se pravi večjo, ko je afiniteta tega protitelesa, ki je na B limfocitu, bolj uspešen je ta B limfocit pri razmnoževanju. Zato imamo na začetku cepljenja par 100 B limfocitov, ki tekmujejo za cepivo, potem pa se vsi skupaj razmnožijo in v foliklu nastane gužva in potem samo tisti, ki imajo večjo afiniteto v nadaljnih fazah, pridejo do razmnoževanja. Iz tega lahko naredimo eno pravilo, se pravi, čim bolj je afiniteten B limfocit za cepivo, več šans ima, da se razmnoži. In čim dalj časa traja ta reakcija, bolj bodo uspešni tisti, ki so bolj afinitetni. In če gledamo afiniteto protiteles po cepljenju, vidimo, da neprestano narašča. Narašča zato, ker se selekcionirajo B limfociti, ki so bolj uspešni. In kot sem rekel, po enem mesecu ta folikel propade. In zato če bi recimo v roku enega meseca cepili, potem pa čez 14 dni še enkrat cepili, kaj bi naredili s to tekmo? Podaljšali pa kaj še? A bi preživeli tisti, ki so nizko afinitetni? Ja, če vbrizgamo novo cepivo že po 14 dneh, damo zadosti antigena tudi za tiste, ki niso tako uspešni, ki nimajo take afinitete in s tem pokvarimo zorenje afinitete. Zaradi tega je pravilo, da med enim cepljenjem pa med drugim cepljenjem moramo vedno pustiti, da propadajo ti folikli, da se tisti zmagovalci preživijo, potem pa spet še enkrat cepimo in med tistimi, ki so zmagali, se spet naredi tekma in povprečna afiniteta potem še enkrat naraste. In potem, ko še tretjič naredimo to tekmo, dobimo še bolj afinitetna protitelesa. Zakaj pa je afiniteta važna protiteles? Predvsem zaradi tega, ker afiniteta protiteles pomeni, koliko močno protitelo prime antigen. In če protitelo močno prime antigen, potem se zgodi taka deformacija protitelesa, da izpostavi mesta za opsonizacijo, za aktivacijo komplementa, kar pomeni, da samo močno afinitetna protitelesa delujejo. Medtem ko šibko afinitetna protitelesa so pa bolj, pa prej ščitijo mikroba, ker se samo nalepijo na njega, pa preprečujejo dostop močno afinitetnim protitelesom. To pomeni, da pri cepljenju želimo doseči
močno afinitetna protitelesa in zato to tekmo spodbujamo, kadar cepimo. No, torej, to je tisto medsebojno spodbujanje, ki sem ga že opisal med celicami pomagavkami pa med limfociti B. Se pravi, to so limfociti B, ki so z protitelesi dobili cepivo, ki čepi na katerih celicah? V foliklih? Na dendritičnih celicah. Se pravi, tale limfocit je ukradel dendritični celici antigen, ga pojedel, ga predelal v MHC2 molekulo, predstavil pomagavki in je dobil v zahvalo razmnoževalni koktejl. In ta B-limfocit se je mu pravico zdaj razdeliti na dva B-limfocita in tista dva gresta seveda takoj spet v tekmo. Tole sem sam zaradi tega, da imate potem, tole je to, kar sem zdajle govoril, napisal sem samo zato, da če boste listali predavanje, da obnovite kot zapisek. No, torej, druga zgodba je, ki sem že na začetku nakazal, je odziv na polisaharide. Polisaharidi se nalepijo na makrofage in to nalepljanje na makrofage povzroči, da jih makrofagi odnesejo v vranco in v vranci potem ti makrofagi, ki imajo na površini polisaharide, ti makrofagi neposredno aktivirajo B-limfocite. Zato, ker imajo to že na površini, kar pomeni, da B-limfocitom kar ponudijo tisto, kar je že nalepljeno na njihovo površino in tisti B-limfocit, ki se najde v vranci, da paše na polisaharidni antigen, tisti B-limfocit se potem razmnoži in potem kmalu začne delati protitelesa razreda M. Se pravi, v tej zgodbi v vranci vmes ni katere celice? Pomagavke. Dendritične celice, ja, pa še pomagavke. In ker ni pomagavke, se potem ne dogajajo tisti procesi v bezgavki, ki omogočijo imunski spomin. Kajti imunski spomin je vezan na dolgotrajno preživetje celic te pomagavk in ker ta pot z polisaharidi poteka mimo celic te pomagavk, to pomeni, da ko cepimo polisaharidno cepivo, naredimo en odziv v vranci, ki je čisto korekten protimikrobni odziv, ampak ta odziv pomeni, da bodo iz B-limfocitov nastale plazmatke, naredile protitelesa in po par tednih bodo te plazmatke odmrle. In če bomo čez eno leto dali ponovno cepivo, ne bo nobenih živih celic, ki bi prepoznale ta antigen. To pomeni, da se bo ves proces praktično začel od začetka. Se pravi, pri cepljenju s polisaharidi nimamo imunskega spomina. Medtem ko pri cepljenju s proteini se pa zgodi čisto druga stvar, namreč ko cepimo s proteini, imamo, ko pride protein v bezgavko, imamo ponavadi že pri drugem cepljenju, imamo že po 3 ali pa 4 dneh porast protiteles, ki so zaščitna protitelesa. Torej, cepljenje s proteini je toliko boljše, ker nastane zaščitni titer protiteles po drugem cepljenju ali pa po okužbi že po 3-4 dneh. In večina mikrobov ni tako hitrih, da bi povzročila klinično škodo že po 3-4 dneh. Večina mikrobov rabi inkubacijo, ki je en teden ali pa še več od okužbe, da naredi bolezen. Se pravi, če cepimo z
proteinskimi cepivi, potem pri vsaki naslednji okužbi, ko pride mikrob do organizma, tudi če ni že pripravljenih plazmatk in protiteles, bo nastal odziv praktično v 3-4 dneh na novo. Kar pomeni, da je človek zaščiten, ko dobi enkrat to cepivo. Medtem ko pri polisaharidnih cepivih se pa zgodba začne od začetka, kar pomeni, spet mora trajati en teden, 14 dni, da se nekaj zgodi. In zato so polisaharidna cepiva manj priljubljena, ampak seveda pri nekaterih okužbah nimamo drugega kot cepiti s polisaharidom, ker je pač to tista molekula, proti kateri protitelesa najbolj učinkujejo. In zato se pač daje polisaharide kot cepiva. Da bi se pa mal prevarali ta mehanizem, pa tudi proti polisaharidom naredili neko trajnejši imunski odziv, se pa velikokrat kombinira polisaharid na ta način, da se mu kemično veže nek zelo imunogen protein. In zaradi tega makrofagi in to se imenuje glikokonjugirana cepiva, torej na polisaharid smo vezali še protein in zaradi tega makrofage na ta način prepričamo, da vse nekaj pojedo, pa vse skupaj odnesejo v bezgavke. Odziv ni tako zelo dober kot pri čistih proteinskih cepivih, ampak je pa boljši kot samo pri polisaharidnih. Zdaj, če gremo v čist praktične vidike pri cepljenju, ko smo že tele osnovne pojme zdajle malo razložili, torej, kadar imamo živa cepiva so idealna cepiva. Torej, če imamo cepivo, kjer lahko imamo živega mikroba, pa se mu izbije gene, zaradi katerih bi mikrob povzročil bolezen, potem je najbolj človeka okužiti z takim živim, ampak ne preveč potentnim povzročiteljem bolezni. Zaradi tega, ker bo tak živ mikrob se enako razširil po organizmu, kot se povzroči povzročitelj bolezni, ker bo aktiviral enake načine imunskega odziva, kot so potrebni za povzročitelja, in tudi živ mikrob se razseje po vseh bezgavkah, medtem ko če pa cepimo v določeno mišico, pa najbrž je logično, da bo tisti odziv v glavnem potekal v lokalnih bezgavkah. Se pravi, zato je odziv, ki ga damo v mišico z mrtvim cepivom, seveda veliko slabši, ker poteka praktično samo v eni skupini bezgavk. Če damo pa recimo živ virus, pa to poteka praktično po vseh bezgavkah v organizmu in je zato sploh ni primerjave med velikostjo odziva. No in če cepimo z živim cepivom, seveda ni nobene potrebe po adjuvansih, enostavno zato, ker ima mikrob vse tiste ostale molekule, ki povzročijo vnetje. In zaradi tega nimamo pač potrebe potem, da bi še dodatno stimulirali makrofage. Se pravi, živa cepiva so pravzaprav idealna cepiva. Neidealno je samo to, da pri večini okužb ni mogoče proizvesti živega cepiva, ki bi bil hkrati zaščiten, pa ne nevaren. Zdaj, kadar imamo živa cepiva, se navadno naredi tudi imunski odziv, ki preprečuje naselitev patogena na tistem človeku. To pomeni, da je imunski odziv tako v krvi proti telesa, razvijajo se sluznična protitelesa IgA, razvija se močan citotoksični odziv in tak človek ne more več naseliti patogenega mikroba na sebi in zato temu imunosti rečemo sterilizacijska imunost. Torej človek s cepivom ni samo zaščiten pred boleznijo,
ampak tudi mikrob ne more gostiti na njem vse. To je pa zelo pomemben v tem smislu, da ta človek ne more prenašati okužbe. Kajti, če cepimo recimo neko zdravnika ali medicinsko sestro z cepivom, ki ščiti samo njega, dovoli pa, da se mu mikroorganizem, da mu živi na sluznicah, potem nismo prav zadovoljni s takim cepivom, ker bo ta zdravnik prejel veliko ljudi in bo prenašal od enega bolnika na drugega bolnika bolezen. In to, torej pri živih cepivih je ta sterilizacijska imunost razmeroma hiter in skoraj vedno dosegljiva. Seveda tudi mesto iniciranja ni pomembno, ker je to itak okužba. Zdaj, pri mrtvih cepivih imamo pa kar veliko nekih pravil. Se pravi, mrtva cepiva ostanejo v tisti mišici, kamor iniciramo. To pomeni, da vzburja samo lokalne bezgavke in je zato odziv na antigen manjši. Potem pri iniciranju je važno tudi, kam iniciramo cepivo. Se pravi, to pomeni, koliko je makrofagov v tistem tkivu, v katerega iniciramo. Največ makrofagov, ki se imenuje Langerhansove celice, je v koži. Se pravi, če cepimo v kožo, gre za daleč najboljši prenos v bezgavke in zato je potem tako cepivo najbolj učinkovito. Če cepimo v mišico, tam praktično ni teh makrofagov in zato je cepljenje, če cepimo v maščevje, teh makrofagov praktično ni in zato je cepljenje v maščenje, cepljenje v prazno. Mišica je pa nekaj vmes, se pravi, v mišici je mnogo makrofagov kot v koži, ampak seveda so pa noter. Zakaj pa mislite, da največkrat cepimo v mišico, ne pa v kožo? Potem sodeč bi bilo v kožo najbolj cepati, ne? Ker je daleč najbolj učinkovito cepljenje. Kaj? Ja, plast maščobe, no, predvsem, ja, in to prejudicira enostavnost cepljenja. Se pravi, cepljenje ni nevrokirurgija. Torej, ni, da rabite enega kirurga na milijon ljudi. Cepljenje je pravzaprav množičen postopek, kar pomeni, da cepivcem ne morete dati ultrazvoka pa rentgena, da pogledajo točno, kje so, in je v mišico daleč najlažje cepati. Se pravi, mišico se prime, natančno se ve občutek, ko je igla v mišici in se pač cepi. In zaradi tega se pač prilagodi cepiva, kar se tiče samega proteina, ga mora biti nekaj več, ne, kot bi ga bilo v koži, ampak če se receptura na to prilagodi, je torej cepljenje v mišico najbolj množično zato, ker je najbolj enostavno, najbolj zanesljivo, najbolj ponovljivo. Najmanj možnosti je, da se bo igla znašla v koži ali pa kje drugje, v podkožju ali pa v maščevju, se pravi, zato se v glavnem cepi v mišico. Potem, kar se aplikacije tiče, se pravi, za to tekmo sem že razložil, da traja približno en mesec. Se pravi, en mesec traja od tega, da se po cepljenju naredi ta folikel in potem, da razpade. In iz tega folikla potem pridejo limfociti B, ki so pač v tej tekmi bili najbolj uspešni. In zato, če cepivo ni dost, če enkratno cepljenje ne da dosti protiteles, se pač odločimo za, to se seveda v poskusih naredi, ne da bi se mi zdaj od bolnika do bolnika odločali. To je potem cepljenje receptura, ko je enkrat v uporabi.
Torej, po enem mesecu se lahko cepi drugič, kar pomeni, da bodo v tej tekmi se razmnožili tisti, ki so bili v prvi uspešni in bodo protitelesa postala še bolj afinitetna, kar pomeni še boljša. In če se v poskusih ugotovi, da tudi drugo cepljenje ne da tistega titra protiteles, ki bi bilo zaščitno za okužbo, se pač uvede še tretje cepljenje. Če to še ni dosti, se uvede ponavadi še četrto čez eno leto. Ker so cepljenja pač imajo svojo ceno, se skuša z najmanj cepljenji pač doseči tiste titre, ki so zaščitni. To je vsa logika. Se pravi, čim manjka cepiti, ampak tako, da bo učinkovito. Kot sem rekel, zelo slabo uslugo bi naredil človeku, če bi mogel iti, ne vem, na neko potovanje, pa bi rekel, dajte me cepati, jaz imam sicer rok čez 2 tedna, ampak takrat sem že v avionu, tako da dajte me en teden prej. Se pravi, to se načeloma ne sme delati, nič hudega pa ni, če ga cepimo en mesec kasneje ali pa 2 meseca kasneje, ker nič ne zamudimo. Tisti B limfociti še vedno ostanejo v isti kondiciji spominski, kot so bili prej, kar pomeni, če zamudimo naprej od roka, nič hudega. Ne smemo pa pohteti s cepljenjem, ker bomo na ta način samo zbili afiniteto protiteles in s tem učinkovitost cepljenja. No, pri mrtvih cepivih je velikokrat problem tisti, ki sem ga že omenil, torej mrtva cepiva niso tako učinkovita. Manj protiteles se naredi in zaradi tega se velikokrat zgodi, da po cepljenju ne nastane sterilizacijska imunost, ampak zaščitimo samo človeka, ne preprečimo pa, da se mikroorganizmi na njemu naselijo. Recimo, tole je tipičen primer cepiva proti oslovškemu kašlju. Zdaj, acelularno cepivo je cepivo, ki je čiščejše, ki je bolj čisto od tega, ko se je prej uporabljalo. Zdaj, ko rečemo, da čistimo cepiva, to pomeni, da tovarne skušajo narediti cepiva, ki imajo na koncu samo tisti protein, ki vzbudi nastanek tistih odločilnih protiteles. Vse ostale dele mikroba pa spucajo stran. Seveda s tem čiščenjem se doseže, da je vnetja pri cepljenju manj in ker je to sploh pri otrocih zelo važen za kupovanje cepiva, se komisije, ki se odločajo na nakupu cepiva, praviloma odločajo za cepiva, ki povzročajo manj vnetja. Ampak seveda, če tukaj pa vidimo, da cepivo, ki povzroča manj vnetja, da je to cepivo, se pravi, da je to cepivo praktično, no, to so delali poskuse na miškah, ki so jim nasadili Bordetella pertussis in potem so gledali, koliko časa ostane kolonizacija na sluznici po cepljenju z tistim starim cepivom, ki je bolj vnetno, po cepljenju z novim cepivom, ki je manj vnetno, ali pa pri miški, ki sploh še ni bila cepljena. In tukaj vidite, da je ne glede na tukaj so merili vnetje te miške, se pravi število belih krvnih celic, in vidite, da so bile miške z vsemi cepivi zaščitene. Se pravi, miške niso zbolele, ne glede na to, ali so prijele staro cepivo ali novo cepivo. Ampak hkrati so pa miške, ko so pa gledali, koliko Bordetelle je na sluznicah, so pa videli, da miške, ki so bile cepljene s starim cepivom, so hitro spucale povzročitelje iz sluznice, medtem ko miške, ki so cepljene z novim cepivom, se obnašajo isto, kot sploh ne bi bile cepljene, kar se sluznice tiče. Se pravi, organizem je sam po sebi zaščiten pred boleznijo, ampak
kolonizacija na njegovih sluznicah je pa enaka, kot če ne bi bil cepljen. In bolj, ko so cepiva nova, moderna, z manj stranskimi učinki, več je pač tega. Se pravi, to je paradoks izboljševanja cepiv, ne? Se pravi, bolj koristimo tistmu, ki je cepljen, pa manj epidemiologiji. No, potem, ko se izbira odmerek v cepivu, se pravi, če damo večji odmerek cepiva, je logičen, da je protiteles koliko, več ali manj? Več, ja, seveda, več damo, več imamo protitelesnega odziva. Ampak po drugi strani, to, kar vemo o tej tekmi, kdaj bo tekma večja? Če damo večji odmerek ali če damo manjši odmerek? Kdaj bo tekma bolj selektivna? Manjše, ja. Manj damo, bolj se bodo tepli za tisto, kar je, in tisti, ki zmagajo, so boljši. Se pravi, da tukaj tudi tovarne tehtajo, med tem, da najlažje je dati seveda veliko cepiva, pa samo to cepivo potem mu pada učinkovitost, ker je afiniteta manjša. In po drugi strani pa seveda več cepiva daš, večji stroški so. Tako da se tukaj pač tehta vedno koliko dati, koliko adjuvansa, koliko antigena. Se pravi, več, ko damo proteina, manj rabimo dati adjuvansa. Lahko se naredi tudi cepivo z praktično nič adjuvansa, samo je treba dati zelo veliko proteina. In protein ponavadi veliko več stane kot adjuvans in je tudi tukaj potem tehtanje. Ne? Se pravi, eno cepivo proti povzročitelju od ene tovarne ni enako cepivo proti od druge tovarne. Zdaj, tipičen primer problema pri cepljenju so na primer starostniki. Pri starostnikih je jasen, da imajo že zelo oslabljen imunski odziv in da se na cepiva več ne odzivajo v redu. Če se proti gripi, na primer, v najboljšem primeru proti sevom, ki so zelo imunogeni, se odziva 75% ljudi, proti sevom, ki so manj imunogeni, pa tam 40–50% ljudi, je odstotek pri starostnikih tretjino tega. No in na kakšen način bi potem iz tega, kar vemo, pri starostniku povečali učinek cepljenja? Zdajle smo že kar precej faktorjev izvedeli. Recimo, a bi mu dali kaj? Več kaj? Več adjuvansa lahko, ja? Kaj še več? Če damo večji odmerek, ja, večji odmerek mu damo, boljše. Še nekaj lahko naredimo pri starostniku, da je veliko večji odziv. Kaj? Več ponovitev, ja, v tistih, se pravi, ne 3-krat, ampak recimo 4-tič, pa še nekaj, kar smo bolj na začetku slišali pri aplikaciji. Koža, ne? Za starostnike so pogosto variante cepljenja v kožo. Je sicer tehnično bolj zahtevno, ampak odziv je pa boljši. Se pravi, zato se danes, včasih je bilo cepljenje namenjeno v glavnem otrokom. Danes je pa celo poglavje razvoja cepiv, ki so pravzaprav namenjena starostnikom. Zato, ker ljudje vedno dalj časa živimo, cepiva, ki so bila v mladosti dana, popuščajo, ni več odziva in zaradi tega je celo poglavje cepilno priprava cepiv za ljudi po 65. letu starosti in to področje se zelo razvija. No, tukaj je na primer en hecen članek bil, ko so gledali precepljenost starejših in smrtnost zaradi gripe. Se pravi, ko so Američane cepili v vseh teh
domovih za ostarele, je prišel en paradoksen rezultat, da se smrtnost zaradi gripe ni nič zboljšala. Pol je pa prišla v istem reviji tudi japonska študija, so pa videli, da je bistveno zboljšala smrtnost cepljenje otrok, ki so živeli v družini z starejšimi. Iz tega se seveda da zaključiti, da je pri starejših predvsem važno, da ne samo cepljenje, ampak predvsem zmanjšanje izpostavljenosti. Se pravi, če nekdo je imunsko slabo odziven, je treba cepiti predvsem ljudi v njegovi okolici, zato da se naredi tisti tampon, da ne pride okužba do njega. In je to bolj učinkovit ukrep torej bil, kot pa, da bi tiste starejše cepili. Če je pa seveda možnost, pa v kritičnih mesecih pač nič vnučkov, to je najboljš rešitev za, sploh pa ne prav vnučkov, ne? Ker to pomeni, da je človek že zelo star. Torej, kljub vsemu velja, da je cepljenje najučinkovitejša metoda za preprečevanje bolezni, to je učinkovitosti so posameznih cepiv. In seveda ima cepljenje tudi neželene učinke. Največ teh neželenih učinkov so pravzaprav preobčutljivostne reakcije, ki jih opažamo redno po cepljenju. Kot sem že omenil, več jih je pri drugem cepljenju kot pri prvem, več jih je pri tretjem kot pri drugem. To so te rdečine in ker imamo ljudje precej različne vnetne odzive, nekateri na določeno vnetje zelo dramatično odreagirajo, drugi pa ne, kajti cepiva so standardizirani pripravki. Tovarna ne dela cepiva za določenega človeka z določenim vnetjem, ampak dela za eno Gaussovo povprečje to cepivo. In zaradi tega se pač te preobčutljivostne reakcije pojavljajo. Na srečo je zaradi tehnike cepljenja tehle, ki bi naredile IgE odzev ekstremno malo. Torej, način cepljenja je zelo neugoden za nastanek protiparazitskega odziva, kot je IgE. Se pravi, ker se ne cepi na sluznico, ker se cepi z velikimi odmerki, ker se daje adjuvanse, ki spodbujajo nastanek IgG. Zaradi tega je to precej neverjetna reakcija, ampak pri ljudeh, ki imajo okvare imunskega odziva, pa tega ne moramo izključiti. Zato, ker človek, ki ima imunodeficit, ima pač motnje v regulaciji različnih citokinov in tam pa tudi, če daš nekaj, kar sicer pri vseh ljudeh naredi IgG proti telesa, lahko naredi protiparazitski odziv. Zato tazga odziva ni za izključiti, je pa zelo neverjeten sicer pri cepljenju, ker je ves postopek usmerjen v to, da ni tazga odziva. No in najpogostejši odzivi so pa ti, ko se pač celice, ko nastanejo proti telesa po cepljenju in pač, ko ponovno vbrizgamo v kožo isto snov, se cepivo združi s protitelesi in nastane normalno vnetje z reakcijo antigen proti telo in to je tista rdečina pa bolečina, ki nastane pri cepljenju. Torej, pri cepljenju zato imamo praktično vse možne te preobčutljivostne reakcije, se pravi, na srečo je tega ekstremno malo in v glavnem pri imunsko motenih otrocih in moram reči, da v Sloveniji večino teh otrok odkrijemo že v prvem letu starosti zdaj. Tako da je teh reakcij, ko bi bile usodne za otroka, čedalje manj, včasih je bilo precej več. Potem pa so pač te preobčutljivostne reakcije, ki ima vsaka en svoj značilen izpuščaj. Ampak, kot rečeno, to je izjema. Največ je pa teh rdečin, ki pa je tam pri
četrtini otrok po cepljenju se pojavi. Potem veliko se govori o teh neželenih učinkih, ki pravzaprav nimajo nikakršne potrditve v literaturi. Ja, in to bi jaz nekako se zahvalil za pozornost, pa če so kakšne vprašanja, jih bom vesel.